V kampu Šobec je ujma poškodovala več kot 3000 dreves in skoraj vse objekte. Za odstranitev drevja in popravila bo treba odšteti $500 milijona. Smo izgubili na nek način značaj kampa, ki je bil prej izrazito gozdnat, ampak smo optimisti. Gozd je in ga bomo še bolj vrnili z novimi drevesi. Letos nameravajo posaditi 1000 novih dreves, večinoma smreke. Z odstranjevanjem posledic ujme pa so mesec dni pred odprtjem kampa že skoraj zaključili. Zdaj se že seje trava in mi temu rečemo, zdaj delamo na grablje. Prepričan sem, da bo okrog 1. maja spet kamp tak, kakršen je bil. Že čez 2 dneva pa prve goste pričakujejo v blejskem kampu v Zaki, kjer je žled polomil 160 dreves. Kamp bomo odprli tako kot vsako leto 1. aprila. Kar se tiče varnosti, je že vse pripravljeno, na estetskem vidiku pa moramo še določene stvari pripraviti. Počitniških hiš ujma ni poškodovala, je pa precej opustošila sotesko Vintgar. Ta je marca sicer vsako leto še zaprta, zdaj pa se trudijo, da bi jo čim prej uredili. Soteske v celoti še ni mogoče prehoditi, ker je podrtih več varnostnih mrež, polomljene so zaščitne ograje, tudi nekateri mostovi. A jo kljub temu radovedni sprehajalci ob lepem vremenu že zdaj radi obiščejo. Soteska je zelo nevarna, posebej pa nevarna tudi takrat, ko se v soteski dela, ko popravljamo mreže. Takrat lahko se sproži kamen, lahko se sproži plaz. Vintgar običajno vsako leto odprejo v času velikonočnih praznikov. Če bo vreme temu naklonjeno in bodo lahko pohiteli z deli, pa jim bo letos do 20. aprila za obiskovalce najverjetneje uspelo urediti le polovico soteske.